pozdravljeni, gospodje, novinarske središča. Ko sem kot župnik v Privestni župniji spremljal, kako je nastajalo neko novo naselje tega dogodka, sem se spomnil prejemu tega novega prevoda, sem opazil, da je bila marsikdaj v tem novem naselju narejena ograja pred postavitvijo temeljnega kamna za hišo, stanovanje in podobno. Sčasoma so nastale lepe hiše, umeščene med take lepe lične ograje. V tej župniji je bilo tudi nekaj tradicionalnih kmetij, brez ograj. Ko so prihajali otroci k verouku, sem med drugim vedel, odkje prihajajo tudi potem, da so domačini, se pravi staroselci, prihajali brez znamenitih ključev okrog vratu. Tako otroci kot odrasli so se v tej župniji dobro razumeli, so se lepo sprejemali, saj so vsi vedeli, da drug drugega potrebujejo. Staroselci so prodajali mleko in druge poljske potrebščine, otroci domačinov pa so bili veseli, kakor bolj narekovajih mestne igrače. Marsikdaj so tudi pri verouku kaj potrgovali. Podobni občutki me obdajajo, ko primem v roke nov prevod Svetega pisma, Nove zaveze in psalmov. Zlasti bogati komentarji in opombe, ki upoštevajo bogato tradicijo izročila, dajajo občutek domačnosti, gotovosti, sigurnosti, ne potrebujejo ograje. Hkrati pa prevod vsebuje veliko novejših spoznanj, ki bogatijo tradicijo in jo tudi nadgrajujejo. Če primerjamo tradicijo, v znani primerjavi, uličnim svetilkam, ki razsvetljujejo prekojeno pot in omogočajo, da naslednjo postavimo tako, da odpira osvetljeno pot v prihodnost, lahko z veseljem ugotovim, da je z novim prevodom postavljena svetilka na pravo mesto. Pogled v tradicijo nam pove, od kje prihajamo, pogled v prihodnost pa, kam vodi pot naprej. Zato sem vesel in hvaležen skupini prevajalcev in drugih sodelavcev, zbranih okoli katedre za svetopismo in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, da je pod vodstvom akademika profesorja dr. Jožeta Kraševca v letošnjem akademskem letu zaključila, kot že omenjeno, prvi del projekta novega komentiranega prevoda Svetega pisma. Tokrat Nova zaveza in psalmi, ki sta jo v lepem in kreativnem sodelovanju izdali Teološka fakulteta in založba Družina. Skupaj z dodatki ta knjiga obsega 980 strani. Knjiga je, kako se prepričamo sami, lepo oblikovana, krasijo pa jo tudi že omenjeni bogati komentarji in opombe ter pripomočki oziroma navedki, tako ob strani besedila kot pod njim, ki pomagajo, da se bralec bolje znajde. Prepričan sem, da bo čas s to knjigo v roki dobro uporabljen in bo bralca hranil s kakovostno duhovno globino.